Dober dan, lep pozdrav vsem skupaj. Danes bom pripravila eno jesensko jed, in sicer slivovec moke. Za slivovec moke bom pripravila kuhano testo, ki je lažje za obdelavo kot krompirjevo. In sicer v krop bom dala sol, potem surovo maslo, malo počakam, da se malce stopi. In zakuham ostro moko. Kuham tako dolgo in mešam, da nastane cmok, oziroma da se testo malce loči od posode. Dobim take goste, malce trše žgance. Kuhanje naj traja približno 3 minute. Testo sem kuhala 3 minute, sedaj vidite, da sem oblikovala taki veliki cmok in testo je zdaj kuhano in ga ohladim do mlačnega. Testo sem ohladila do mlačnega in zdaj bom dodajala jajce za jajcem. Tukaj imam 3 jajca, ampak bom dodajala postopoma, zaradi tega, da lažje razmešam. Tole delo je malce bolj težavno, lahko ga opravite tudi tako, če imate večjo količino testa, da ga date v mešalnik in ga z metlico lepo strojno umešate. Testo sem v skledi popolnoma razmešala, da nima nič grudic, in sedaj oblikujem v večji svaljik. Pazite, da mešate tako dolgo, da nima testo nobene grudice več. Testo je sedaj voljno, mehko, ravno prav in pripravljeno za zavijanje sliv. Narežem ene take velikosti testa, v katerega bom potem dala slivo s sladkorjem. Tako. Sladkorjev dodam cimet. In sedaj sploščim testo, dodam v sredino slivo in sladkor. Sladkam toliko, koliko pač je potrebno, oziroma po želji. Če so slive zelo zrele, potem skoraj ni treba sladkati, ampak takrat dodamo samo cimet. Oblikujemo takole cmok, da nima nikjer nobenih zarezic oziroma teh gubic, in potem bomo skuhali te cmoke v slani vodi. Evo, takole. En cmok sploščim. Testa ne mokam tukaj, da imam potem resnično testo vlažno za spajanje. Takole. Takole. Cmoke sem oblikovala,
Ti cmoki zdaj lahko stojijo kakšno uro in se ne bo testo nič spremenilo. Dočim krompirjevo testo postaja vedno mehkejše. Zato vam priporočam uporabo tega kuhanega testa za cmoke. No, sedaj bom cmoke skuhala, krop vre, solim in vložim cmoke. Cmoke bom kuhala tako dolgo, da bo izplavali na vrh, oziroma tam nekje, kjer so malo debelejši, enih 5 do 8 minut. Rahlo naj vrejo. Pokrijem. Med tem časom, ko se bodo cmoki kuhali, bom pripravila zabelo za cmoke, in sicer olje, olje segrejem, dodam bele drobtince, in jih počasi pražim. Ker se drobtince rade zažgejo, na koncu dodam malce trdega masla, da čim prej ohladim, da se ne bodo barvale bolj temno. Cmoki so kuhani, vreli so 7 minut, dobrih 8. Sedaj jih pa poberem iz vode, dobro odcedim in jih bom dala kar na drobtinice. Takole jih povaljamo po drobtinicah. Lahko jih pa damo tudi kar na krožnik in jih na krožniku lepo zabelimo. Moji cmoki so gotovi. Lahko pa še malo sladkorja po vrhu. S cimetom sigurno, tako da so bolj okusni.